Zakaj se je morala zgoditi velika noč? Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Kristusa, ki nas je v nebesi v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. Tukaj imamo svetopisemski opis, zakaj obstajamo. Pred stvarjenjem sveta smo že bili v Božjem načrtu, da bi živeli. Da bi bili sveti in brezmadežni, v nekem smislu popolni, na blagoslov drug drugemu. Nobene neiskrenosti, zavajanja, laži, ljubosumnosti, pokvarjenosti in tako dalje. Živeli bi v harmoniji in ljubezni. V ljubezni nas je Bog določil, lahko rečemo ustvaril kot krono stvarstva. In kaj se je zgodilo? Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Načrt, ki ga je Bog imel za nas, smo kot človeštvo v Adamu in Evi zavrnili. Adam in Eva kot začetnika in predstavnika človeštva sta podvomila v Boga. Bog jima je rekel, naj ne jesta od drevesa spoznanja hudega in dobrega, ker bosta duhovno umrla. Nista zaupala, nista verovala Bogu, njegove ljubezni in popolnemu načrtu. Vse se je podrlo. In danes smo tukaj, kjer smo. Srečujemo se s hudim, doživljamo hudo in delamo velikokrat hudo drug drugemu. Ne znamo živeti v zaupanju, harmoniji in ljubezni. Iščemo svobodo, demokracijo, pa na koncu z vojno, močjo dosegamo svojo svobodo na račun, da bi vladali in bili močnejši od drugih. Na Veliki petek, ko so Kristusa sneli s križa in ga položili v grob, se je mnogim zdelo, kot da je ponovno zmagala moč. Toda ljubezen je budila Kristusa iz groba. Na tej zemlji ne bomo nikoli popolnoma doumeli ljubezni, ponižnosti, milosti in žrtvovanja vsemogočnega Boga. Vstali Kristus povzroča spremembe z ljubeznijo in ne silo moči. Jezus je prišel v svojo deželo, kjer je vladal rimski imperij s svojo močjo. Upravičena so bila pričakovanja, da izžene rimskega okupatorja in zavlada. Toda to se ni zgodilo. Biti kristjan pomeni dati prednost ljubezni pred močjo, saj je moč v nasprotju z ljubeznijo. Krščanska alternativa moči mora biti ljubezen. Živimo v svetu, ki vse bolj zahteva ljubezen, saj je ne sprejema. Pravo ljubezen ponovno lahko začnemo doživljati, ko se odpremo in iščemo Božjo ljubezen. Tekst, ki smo ga prebrali v uvodu, ki govori o Božjem načrtu za nas, že pred stvarjenjem sveta, pa že nakazuje, kar smo zavrgli, uničili Božji načrt, prihaja Jezus ponovno spostaviti v Kristusu, ker nas Bog brezpogojno ljubi. Kaj je sporočilo velike noči? Moč Božje ljubezni. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vam, ne pogubil, ampak imel večno življenje.
velika resnica, ki je motivirala Boga, da pride umret za naše grehe, je njegova ljubezen. Njegova ljubezen nam ponuja in omogoča življenje v skupnosti z njim, tako zdaj kot v večnosti. Sveto pismo govori, da Bog ljubi svet. Tukaj ni govora o trenutnih prepričanjih ali dvomih, ampak o nenehni, ustaljeni ljubezni. Stali Kristus povzroča spremembe z ljubeznijo in ne s silo moči. Jezus nas ne sili, da moramo verovati v njegovo ljubezen. Moč ljubezni je prav v tem, da ljubi in čaka na naš odziv, tudi če ga ne bo. Pavel opiše žalostno, bolečo sliko ljudi, ki nočejo Božje ljubezni. Če pa je naš evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja, za nevernike, ki jim je Bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Evangelij je veselo sporočilo, da je Jezus iz ljubezni umrl za naše grehe in tretji dan vstal. Živimo v času, ko mnogi ne verujejo, da obstaja pot odrešitve in pot pogubljenja. Mnogi to ignorirajo ali se vsemu posmehujejo. Izrekli so se proti Bogu, proti osebni veri, spreobrnenju, vrnitvi k njemu, da bi sprejeli odpuščanje in razodetje Božje ljubezni. Moč Božje ljubezni, ki jo razodeva velika noč, je še vedno na razpolago. Za Boga je še vedno najbolj pomembno, da bi ljudje duhovno spregledali in spoznali njegovo ljubezen. Pavel nam je podal čudovit opis ljubezni. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Če prenesemo Božjo ljubezen konkretno v velikonočne praznike, Bog v svoji ljubezni potrpežljivo čaka, vse prenaša, da bi se ljudje odprli njegove ljubezni, da bi ponovno spoznali, da smo bili ustvarjeni za ljubezen, harmonijo, veselje in mir. Če dvomiš, ne veruješ, prosi Jezusa, da ti pomaga, da se odpreš njegove ljubezni in ponovno začneš spoznavati smisel svojega obstoja. Za Boga je najbolj pomembno, da se vrnemo nazaj k njemu. Kot nam razodeva Peter, Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnenje. Navidezna tišina, oziroma kot so se tukaj nekateri spotikali, da Bog zamuja, je le navidezna. Se Bog v svoji potrpežljivosti čaka, če še kdo sprejme njegovo ljubezen. Bog ima vse pod kontrolo in ponuja človeštvu svojo ljubezen, kljub temu, če je ne vidi, sliši ali celo ignorira. Trojedini Bog že 2000 let potrpežljivo v svoji ljubezni čaka, da v naših srcih zavlada z ljubeznijo in nemočjo. Ne zavrzimo njegove ponudbe. Moč njegove ljubezni lahko doživimo, ko se ji odpremo. Ne ignorirajmo odrešitve, saj so posledice strašne. To lahko vidimo vsak dan že tukaj na zemlji v tem grešnem svetu. Želim zaključiti z Božjo pravičnostjo.
Bog nas brezpogojno ljubi, toda je tudi pravičen. Vsi vemo, da vsaka krivica mora biti kaznovana. To je pravičnost. Bog se je znašel pred veliko odločitvijo, kako pravično kaznovati krivico, greh, zlo in podobno, in pri tem ne uničiti svojega stvarstva, človeka. Rešitev je bila samo ena, da daruje, kaznuje svojega pravičnega sina Jezusa Kristusa. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po duhu je bil obojen. Umrl je namesto nas, tako nas ljubi. Če bi razumeli Božjo ljubezen, bi ostali brez besed, kajti vsa človeška aroganca, sebičnost, zloba mora biti odstranjena, kaznovana. To je pravično. To je Jezus storil za nas, da imamo v njem odpuščanje, spravo, mir in veselje. Če še nisi sprejel njegove ljubezni, ki se razdeva v Jezusu, stori to sedaj, na veliko noč, da ne bo prepozno. Pride dan, ko bo Jezus tudi fizično zavladal svojo pravičnostjo. Toda tedaj bo prepozno za vse, ki niso sprejeli njegove ljubezni. Amen. Molimo. Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet, ker nas tako ljubiš in umrl za naše grehe. In prosimo te, po svetem duhu nam razodevaj tvojo ljubezen, bistvo, resnico velike noči. Hvala ti, da si umrl namesto nas, da si naše grehe, naše krivice vzel na križ. Da te prosimo, odpusti nam, očisti nas vsakega greha, vsake duhovne slepote, da lahko ponovno vidimo, kako nas ti ljubiš in nam daješ novo življenje. Daj nam moč, da v tej resnici, v tej moči tvoje ljubezni tudi živimo in se veselimo in smo na blagoslov mnogim, Jezus, dokler ti ne prideš v svoji moči in slavi. Amen. Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike. Smrtni konec. Jezus je vstal.